Tako, en lep dober večer vsem skupaj. Danes bomo pogledali, kako poskrbeti za svoj imunski sistem, kako sami prevzamemo zdravje v svoje roke in pa predvsem, ko razumete, kako imunski sistem deluje, potem ugotovite, da ni tako zelo težko poskrbeti, da deluje. In da je imunski sistem tista naša obramba, ki dejansko je skozi milijone let evolucije se izpopolnila res neverjetno, tako da lahko samo gledamo in se čudimo, kako ta naša fantastična mašina, to naše telo deluje. Tako da tisto, kar bomo danes ugotovili, je, da kljub vsemu doktorata iz imunologije ne potrebujemo pa malo zdrave pameti, za katero se je izkazalo, da se je, odkar se je tale epidemija začela kar nekam skrila, zdrava pamet namreč, in da stvari, ki so, rekla, bile stoletja in tisočletja logične in normalne, so zdaj kar naenkrat odpovedale in niso več logične in niso več normalne. Tako da bomo pogledali, kaj je predpogoj za dobro delujoč imunski sistem tudi in pa kako potem pravzaprav vzdrževati vse skupaj, zato da imate veliko manj možnosti, da vas doleti karkoli neprijetnega. Tako da to je program nekje za danes in jaz vam bom tudi povedala, čisto iz lastne izkušnje, kaj sem ugotovila, da nekako najbolj deluje, ker je pa znanost v določenih zadevah pa res toliko napredovala, da nam pa lahko ponudi res ene super rešitve. Tako da zdaj jaz sem lansko leto in prejle sem ugotovila, da je bilo to točno 25. avgusta, se pravi točno eno leto nazaj, smo imeli v Animasoma centru vibracijsko čajanko, tako kot smo jih pač tedensko imeli, in je bila točno tema imunski sistem. In tam sem predala eno zadevo oziroma eno razlago, tako čisto laično, kako za eno tako razumevanje, splošno razumevanje tega, kako imunski sistem deluje. Začeli bomo pa našo zgodbo še pred vašim rojstvom, in sicer pri mami in pri očetu. Mama in oče sta namreč že marsikaj dala skozi in njune celice njunega imunskega sistema so že prinesle svoj arhiv oziroma podale svoj arhiv informacij vam. In ko pride do spočetja, ko se moška in ženska celica združita, se tudi DNK združi oziroma preplete, se na novo začnejo pisati informacije in nekaj tako že prinesemo. In imunski sistem je tako kot obrambno obzidje. Sestavljeno je iz več delov, je kompleksna stvar, namreč naš imunski sistem je obramba pred vsemi zunanjimi takšnimi in drugačnimi sovražniki, in te skozi napadajo. Naš imunski sistem zato dela 24 ur na dan, vsak dan, ne počiva, in zato, ker skozi dela. In sicer dela proti zunanjim sovražnikom in tudi znotraj zidu so razne tajne službe uspele vtihotapiti že marsikoga. In tudi znotraj zidu so bakterije, ki morajo biti pod, bom rekla, kontrolo, so virusi, ki morajo biti pod kontrolo. V našem telesu je toliko tega, če nič drugega veste, da že samo bakterije v našem črevesju so zelo, mislim, da jih je 3 do 5 kil ali nekaj takega, tako da zelo veliko. In če se kakšna preveč razmnoži, je to v bistvu znotraj. Zato imunski sistem ima skozi patrulje, ki patruljirajo po teh obrambnih črtah, ki se premikajo tudi noter,
bele krvničke, sproti odstranjujejo vse, kar ni primerno, vse, kar je škodljivo. Včasih se pa zgodi, da se obramba predre in sovražnik podre noter. In dela štalo. In takrat je to bolezen. Takrat v bistvu mi zbolimo, zato ker se imunski sistem pa nima več samo teh patruljnih zadev, ampak aktivira svojo notranjo vojsko, ki v bistvu gre v boj z temi virusi, bakterijami in tako naprej. In tukaj se vname spopad. In tukaj, ko se vname spopad, se vname ogenj, pride do vnetja, marsikaj se zgodi, a ne? In takrat pa rabi ta imunski sistem podporo. Ampak močen imunski sistem pomeni, da v bistvu je ta zid okrog močen. Ta obrambni sistem mora biti močen že prej. In da se ta obrambni sistem vzpostavi, nekje pravijo strokovnjaki, traja 3 mesece. Da pravzaprav že zdaj začnete, ker če pogledamo, zdaj smo konec avgusta, september, oktober, november. Smo novembra in takrat, ko se začnejo sezone prehladov. Se pravi, če vi začnete novembra, ste že pozni, vas bo glih februarja prijel. Zato je zdaj tisti čas za krepitev imunskega sistema, se pravi za krepitev tega obzidja. Zdaj pa prele, se pravi, da ga skozi popravljate, da se krpajo luknje in tako. Zdaj pa prej sem rekla, oče pa mama sta tista, ki data, bom rekla, tehnologijo za gradnjo tega imunskega sistema. In ta tehnologija je pa za vsakega posameznika drugačna. Zato, ker nimate vsi istega očeta pa iste mame. In to plus tisto, kar je vaše. In kaj se dogaja? Kaj se dogaja v času, ko v bistvu ste vi otroci, pa se vaš imunski sistem uči? Nekaj je že dobil, nekaj tehnologije od očeta pa mame. Ampak zdaj se pa ta imunski sistem uči, kako naj pravzaprav se spopada s temi vdori, kako naj v bistvu dela s temi notranjimi zadevami, kako naj dela s temi zunanjimi sovražniki. In v bistvu vse, kar se nauči vaš imunski sistem, spravi v arhiv. To je v bistvu arhiv, pa pol naslednja stvar, v arhiv, pa v arhiv. In se tle nabira en tak velik, gromozanski arhiv, da ko vam pride naslednjič do česarkoli, da v bistvu gre imunski sistem hitro pogledati v arhiv, to je pa tale sovražnik, to je pa tale bakterija, to je pa tale virus, njega smo pa premagali tako, da smo aktivirali te, ki so, lokostrelci. Ta je bil občutljiv na lokostrelce. Tale virus je spet prišel, tale se pa premaga samo s suličarji. Se pravi, moramo suličarje aktivirati. In v bistvu se tukaj dela arhiv. Zato ima vsak človek na svetu svoj imunski sistem in eni imajo bolj ukrepljene tele lokostrelce, eni imajo bolj suličarje, eni imajo pehoto, eni imajo tanke, pač različne sisteme. To je tako zelo laična razlaga, ampak upam, da je razumljiva. Tako da v bistvu, ko vam nekdo reče, vitamin C. Vitamin C je super, ampak ni to edina stvar. Lahko imate vi dosti vitamina C, pa vam kaj drugega primanjkuje. To je pa tisto, česar ne vemo. To je pa tisto, česar ne vemo, česar nam zares primanjkuje, oziroma kje je bolj švoh tale. Pa ima v načeti že obzidje, pa so lukence. Kje imamo notranjo sabotažo, kje imamo v bistvu mogoče arhiv poškodovan. Ker kaj se pa zgodi? Vi lahko, vi lahko ful vitamina C jemljete, pa delate tlele celo, res naredite orang zid
orenk obrambo, ne? In tale res ne more noter. Pride pa nekdo pa pravi, jaz malo skozi prehajal, tle je pa luknja. Šup. In imate naslednje žarišče. Tako da, zato imunski sistem je treba vedno celostno graditi. Zdaj pa, kaj pa pomeni celostno graditi, je pa, če vzamemo ta primer, ni samo tole, ampak je tudi vaša energija. Tudi vaša energija, vaš energetski sistem je del imunskega sistema. Saj veste, ko ste pod stresom, se imunski sistem kolapsne. Imamo pa tle sevanja, ki jih ne vidimo, pa so okrog nas. Potem imamo tukaj radiacija, sevanje, informacije. Se pravi, informacije so vse, kar v bistvu prihaja od odzunaj do nas, kolektivno nezavedno. Potem tle je bolj tudi v bistvu odnosi, so lahko toksični, in potem imamo tle, v glavnem vse, kar se nam dogaja v življenju, napada tudi naš energetski imunski sistem. In zato je v bistvu celostna skrb, pomeni vse. Takrat se mi zdi, da sem tako zelo dobro razložila, pa zdaj nimam table in se nekla, vam bom kar posnetek zavrtela. Upam, da vam je bilo to okej, ker se mi zdi, da je tako na kratko, pa hkrati dosti jasno za nas laike razloženo. Seveda gre tukaj za velike simbolike, zato da lažje razumemo. Da je, in to je veljalo do korone. Zdaj so vse sorte druge informacije, kako naj bi v bistvu naš imunski sistem ne deloval, se pravi, kako naj bi tisti arhiv tam ne bil najboljši. Čeprav jaz še vedno pravim, narava je milijone let porabila za to, da je razvila imunski sistem pri živih bitjih. In zato jaz mislim, da 200 let stara znanost še vedno je malo v zaostanku. Lahko razloži, ampak ne more biti pametnejša od narave. Danes jaz ne želim iti v debato cepljenje, ja, cepljenje ne, ker verjamem, da je to pač odločitev vsakega posameznika, vsak ima svoje razloge, kaj in kako. Bo pa verjetno majčkeno bolj ali lažje ali jasno tudi, kako poskrbeti tudi tisti, ki ali po sili razmer ali zaradi želje ali kakorkoli ste šli skozi cepljenje ali pa razmišljate o tem, da se da tudi, bom rekla, ta del ravno s tem, da naš imunski sistem dobro deluje, pa v bistvu, da lahko naredimo tudi ustrezen detoks, tudi, bom rekla, uravnavati. Tako da, a je kakšno vprašanje na tem mestu oziroma a je do zdaj vse jasno? Lahko mi kar napišete v chat, je jasno, je razumljivo, ali pa če je kakšno vprašanje, napišete vprašanje. Ok, super, Sanja, pozdravljena, pravi, da je jasno. Tukaj smo, bom rekla, sami taki, ki nas ta tematika zanima, zato nič bat, vse ok, super, ok. Zdaj pa ena stvar, ki sem jo, namreč tako 2 leti je bil odprt Anima Soma center, ki sva ga imela s sodelavcem, in tja so prišli taki in drugačni strokovnjaki, od zdravnikov do samoukov, do takih, ki so prodajali take prehranske dodatke, prehranske dodatke, tako da sem 2 leti pravzaprav poslušala marsikaj. Alenka, tudi jasno, Marjeta, jasno, Karmen, vse ok, super. Tako da sem marsikaj poslušala in zelo hitro sem začela tudi vprašanja postavljati, sploh ko je prišel nekdo z eno informacijo, nekdo drug pa z drugo informacijo. In pa sem videla, da določene stvari niso jasne, določene stvari so pa kar precej jasne. In sicer eno je, da večinoma, se pravi danes, naravno
bom rekla, tudi če imate biološko pridelano hrano, če sami pridelujete, kljub vsemu ni več dovolj. Zato, ker živimo res v takem svetu, na katerega pa nas evolucija ni pripravila. Toliko enih stresorjev, toliko enih toksinov iz okolja, se v končni fazi že, ko dež pada, ne, pada marsikaj dol z neba, toliko enih vplivov teh negativnih iz okolja, tega ni bilo nikoli v preteklosti toliko. Kar pomeni, da je naš imunski sistem mnogokrat bolj pod napadom. Se pravi, tisti, ki imamo obzidje, ne, se pravi, tista obramba mora res skozi delati, praktično skoraj 24 ur na dan. Ne. Sploh, če živite pa še malo bolj v urbanem okolju, pa sploh. In tudi tisto, o čemer se, bom rekla, in nutricionisti in prehranski strokovnjaki in znanost strinjajo, je, da je absorpcija hranil, prvo kot prvo v sadju in v zelenjavi, tukaj imam en kivi, sem toliko, ker kivi je baje zdrav, pa veliko C vitamina ima, v sadju in zelenjavi, da je veliko manjša, kot je bila včasih. Deloma je to povezano seveda s tem, da je proizvodna, da je zdaj to proizvodna, no, dajmo tako reči. Poleg tega dobimo sadeže, ki so utrgani nezreli, pa potem v hladilnicah, pa pol dozorijo na policah, kar sigurno ni isto, kot če dozorijo na drevesu, a ne. In to se dogaja z vsem sadjem, razen tistim, ki ga sami pridelate. Pa še to, vsak sadež, ko je utrgan, zgublja na svoji moči, a ne. Tako da vi bi mogli res pojesti, ne vem, po kilo sadja, pa kilo zelenjave na dan, tako, minimum, da bi lahko zadostili tem potrebam, ki jih ima naše telo. Iz sadja in zelenjave bistveno, kar dobimo, so aminokisline oziroma vitamini in pa minerali. In ker jih je zelo malo, je treba toliko več sadja pojesti. Kar je seveda, zadnji vidite, verjetno moj koža se mi tlele sprehaja. V bistvu to, kar je je pomembno, hranil je čedalje manj, rabimo jih pa čedalje več. Ravno zato, ker smo toliko pod udarom. In zato je vsa ta, bom rekla, industrija s prehranskimi dodatki postala toliko, bom rekla, malo trend, malo pa tudi potrebna, ker enostavno ni dovolj, ne. Ni dovolj en kivi pojesti, ampak je treba, ne vem, C vitamin dati še dodatno zraven, ne, če želimo zadostiti potrebam. Namreč to, kar se dogaja v naših celicah, je tako imenovani oksidativni stres. Oksidativni stres je, se pravi, ko pridejo prosti radikali in delajo štalo po celici. Prosti radikali pravzaprav so toksini, so težke jih povzročajo pravzaprav težke kovine in so toksini, so eni taki huligani, ki delajo štalo po celem našem telesu in povzročajo poškodbe v celicah, s tem pa seveda tudi staranje in pa bolezni. In antioksidanti so pa eni taki policaji, ki delajo red, ki te proste radikale pravzaprav pospremijo ven iz celice in izločijo iz telesa, ne. In to je tisto, ker nekateri sadeži imajo več tega, nekateri manj tega, s tem seveda, da je odvisno tudi, kje rastejo, ne, a je to, bom rekla, neka intenzivna proizvodnja ali je to nekaj, kar je nabrano v gozdu, a ne. Spet nobeno leto ni čist optimalno in zato je treba dodajati. Tako da jaz sem se dolgo borila proti temu, ne, pa se jaz jem sadje, pa se jaz jem zelenjavo, pa se je dosti, dokler nisem res začela o tem razmišljati malo bolj z več informacijami, se pravim, o pogovorih z različnimi nutricionisti in tako. Poleg tega sem imela pa še sama eno zelo dobro izkušnjo tega, da ko sem bila na enem seminarju v Milanu, mi je oziroma sem imela takrat že sabo ene antioksidante, ki so mi jih dali, kao to ful deluje, pa dokler sem bila jaz zdrava,
Ok, ne. Sem tisti jedla pa nič posebenega, pa smo šli pa v Milano in je bila pač naporna pot, pa vse to in jaz začutim, da me začne kuhati vročina. In jaz kličem ono, sem rekla, kaj zdaj to, jaz skozi jem tele antioksidante pa nič. Je rekla, ja lej, zdajle je pa očitno vsem nekaj prišlo, vzem 2 vrečke, ne sam zdajle eno zjutraj, ampak vzem še pol malo kasneje še eno, pa še pol popoldne eno. Jaz tako, ok, vzamem, jaz sem že po ta drugi, se pravi, jutranjo sem itak, pa me je začel malo kuhati in po ta drugi, tako v ene 15 minutah, pa tam so bili ful močni antioksidanti, sem jaz tako čutila, da sem malo boljš. In pa sem čez ene 2 ure vzela še ta tretjo in jaz sem bila čez tako, se pravi, po ta tretji, čez ene pol ure sem bila jaz v redu, nobene vročine, nobenega glavobola več, jaz sem se počutila ok. In to je bilo res dobesedno čutiti znotraj telesa, kako je telo porabo te antioksidante, zato da je tisto, kar je prišlo, uredilo. Tako da naše telo zna, ampak rabi ustrezne dodatke oziroma ustrezna hranila. Zato je takrat, ko se nekaj pojavi, še toliko bolj pomemben, da dodajamo. Zdaj, seveda, pred tem je pa potrebno poskrbeti, da se vse to lahko sploh absorbira, zato je detoks oziroma razstrupljanje telesa nujni del skrbi za imunski sistem. Se pravi, če vi zdajle, prej sem omenila v videu, da 3 mesece traja, da se imunski sistem postavi. Prvi mesec je detoks, prvi mesec je razstrupljanje, da vse tisto, kar je toksinov, vse tisto, kar je, da telo popuca svoje celice najprej, da sploh naredi prostor, da se prebava uredi in potem lahko šele začne absorbirati res ustrezno, ker, tako bom rekla, pri limoni, mislim, da je pri limoni bilo, ta podatek sem zasledila, je absorpcija, normalna absorpcija C-vitamina tam nekje 2%. Se pravi, samo 2% C-vitamina iz limone telo lahko absorbira. Če je naš prebavni trakt zapacan, potem potrebuje, oziroma je še manj te absorpcije. Zdaj bom pa čisto rekla, jaz sem Gorenjka, največja škoda pa je, da kupite, ne vem, škatlico C-vitamina za tistih 20-30 evrov, pa zaradi tega, ker imate zapacano prebavo, je absorpcija slaba. Tako da več stvari je potrebno vkombinirati in ta del čist fizični je povezan z, jaz pravim temu, gradniki. To so, vi imate lahko najboljši načrt za hišo, ki vam ga zriše najboljši arhitekt, ampak če boste dali slabe cegle, pa boste s slabimi cegli gradili hišo, kakšna je verjetnost, da bo ta hiša dolgo stala? Ni glih visoka. Zato je potrebno poskrbeti, da dobre cegle uporabite, da date telesu tisto, kar je res kvalitetno, zato da lahko v bistvu postavlja in gradi in tisto obzidje vzdržuje z dobrimi cegli. Upam, da je tukaj tudi vse jasno, se pravim, če je vmes karkoli, dajte kar napisati v chat. Tako da tisto, kar je potem bil seveda naslednji korak, je, da sem takrat, ko sem potem prišla iz Milana, šla malo bolj podrobno gledati, kaj je v vseh tistih vrečkah noter, ker do takrat so bili samo kao antioksidanti, v redu to je. In najmočnejši antioksidant, verjetno ste že slišali, je resveratrol. A ste že slišali za resveratrol? Okay, tiste, ki vas vidim slikce, lepo prikimavate. Resveratrol je v bistvu res, največ ga je v grozdnih peškah. Se pravi, in to v eni posebni vrsti grozdja. In kaj mi ponavadi s peškami od grozdja delamo? Ven jih pljuvamo, Niso glih najbolj okusne, take
malo trpke potegnejo skupaj, ali jih pa cele pojemo. Ne? In če jih cele pojemo, se ne razgradijo, grejo ven in ne dobimo tistega, kar je potrebno. Zato pa tukaj pridemo zdaj do tega, kar sem jaz rekla, da znanost pa zna tudi marsikaj narediti, da znajo pač, da iz teh groznih pečk izolirati resveratrol, in ga pripraviti na način, da ga lahko mi zaužijemo, ne samo, da ga lahko zaužijemo, ampak da se tudi absorbira v telo in da sploh pride do naših celic. In to so potem pa prehranski dodatki. To je pa potem tisto, kar je v prehranskih dodatkih, stvari, ki sicer so v sadju, ki sicer so v zelenjavi, ampak jih naš organizem mogoče ne more izkoristiti ali pa ne more priti do njih ali pa ne v takšni količini, kot bi potreboval. Zato z tem, da vi nekaj dodajate, ni nič narobe telesu, ker samo z zdravo prehrano res premalo absorpcije je in preveč rabimo, in se tle se ne uskladi. Tako da pa sem začela raziskovati in sem ugotovila, da dejansko je kar nekaj podjetij, ki delajo na ta način. Zdaj jaz tiste originalne, ki sem takrat jemala, nimam več, ker sem našla druge, ki so mogoče še boljši. Ampak dejansko najboljš pakiranje in pa stvari so zdaj v takalih vrečkah. To so taki geli in te geli so pravzaprav zelo dobra absorpcija. In v teh gelih lahko noter marsikaj raztopijo, ponudijo in to v takšni količini, ki jo mi pravzaprav ne moremo pojesti. Recimo tlele, jaz imam od ene firme tele, tole je noter in klorofil in v glavnem kot nek tak detoks, pa za energijo, pa alge so noter, pa tako naprej. In recimo ena taka vrečka nadomesti oziroma je koncentrat, ki ustreza 8 do 9 porcijam zelenjave. Zdaj pa mi povejte, koliko med vami poje 9 porcij zelenjave na dan ali pa 8 porcij zelenjave na dan, da bi dobili toliko klorofila. Ne. Zato so to ful fajn zadeve in predvsem tisto, kar dejansko res lahko jaz prav začutim, kako naredi in posrka telo tiste stvari, ki jih potrebuje, in moram reči, da to so pač res najbolj, rekla, koncentrirana pakiranja, ki jih lahko dobite, in dobite toliko, da dejansko lahko svoj imunski sistem nabustate v zelo kratkem času. To je pa druga stvar. Tako da dve firmi sta zdaj pri meni ostali v ožjem izboru, s katerima delam oziroma katerih produkte uporabljam in uživam, in moram reči, da zelo težko že živim brez njih, ker mi nadomestijo marsikaj. V glavnem, eno je od Ruta. Zdaj nekateri že poznate te izdelke oziroma ste že seznanjeni, da lahko piše. Rut. Podjetje, oni imajo 2 izdelka, ki sta točno tisto, kar smo se prej pogovarjali. Najprej detoks, pa nabustati imunski sistem. Tisti, ki še ne poznate, naj vas razsvetlim, ker to je res ena stvar, ki pa je tako najboljša stvar od vsega, kar sem jih kdajkoli imela. Zdaj nekdo ima vklopljen mikrofon, pa malo ropota. Ana, jaz bom dala na mute. Prav, okej. Nič osebnega, samo toliko, da ne ropota, ker se zvoki iz ozadja slišijo. Se pravi, zeolit kot tak je ena najboljših stvari za spraviti toksine ven iz telesa. In zeolit, fantastično, to je v bistvu ena vulkanska kamnina, ki ima posebno strukturo, ki nase veže
težke kovine v telesu in različne strupe in ima posebno satasto strukturo, da pravzaprav zagrab pa odpele ven iz telesa, ne. Zato, da se ne sprošča ven v telo, namreč z večino diet ali pa z večino, ne vem, tudi če gre za uporabo, kaj je že tale, pegasti badl, ne, tudi če gre za uporabo pegastega badla, se strupi začnejo sproščati v telo oziroma v krvni obtok in potem ob detoksu postanete utrujeni, slabo vam je lahko, ful glava boli, v glavnem so zelo take posledice, ki so v bistvu posledice tega, da je telo začelo sproščati toksine, ki so se prej kje fajn naložili, a ne, potem jih začne pa sproščati v telo. Medtem ko zeolit pa te toksine prime, pa jih ven odpele v 24 urah, tako da se ta možnost teh, bom rekla, slabosti zmanjša. Potem je pa ena znanstvenica rekla, oziroma njena ekipa je raziskovala in so ugotovili, da lahko na toliko, bom rekla, majhne delčke razbijajo ta zeolit, da ostane še tista molekula, tista struktura, ki ven pele toksine. In predvsem to deluje zaradi naboja, ker kovine, težke kovine imajo negativen naboj, zeolit ima pa vedno pozitiven naboj in se v bistvu kot magnet priklopi in pelje ven. In so razbili na v bistvu ortosilicilno kislino, to se mi zmeri jezik zapleta, ki je tista bistvena molekula in jo naredili v kapljicah. Tako da imate, jaz temu rečem zeolit v kapljicah, čeprav ni čisto prav. In to je clean slate od Ruta. Takole. Se vidi, ni še, okej. V glavnem, in to v bistvu po kapljicah jemljete zjutraj pa zvečer, kapljice se prilagajajo, zato ker vsak ima svoj, kako bi rekla, koliko prenese tega detoksa tudi, a ne. In se, mislim, jaz, bom tako povedala, jaz sem ga prvič poskusila, to je bilo naključje, ki seveda ni naključje, ampak je naključ. Ko sem prišla raven z dopusta in prejšnji večer sva sosedom degustirala neke buteljke in jaz sem prišla s takim mačkom, res, to je bilo ono, jaz ne morem živeti. In je glih tam en bil pa rekel, ja, mi imamo pa eno stvar, tekoči zeolit, ki gre pa direkt v možgane, ker je absorpcija tako dobra. Sem rekla, no, to pa mene zanima. Je rekel, no, daj, vzem 10 kapljic, boš videla. Vzamem 10 kapljic, čez 15 minut mene neha glava boleti. Jaz nisem imela več mačka. Ker kaj je maček drugega, kakor zastrupitev z alkoholom, a ne. In sem rekla, wow, tole je pa res močno, tole pa dela. In tako sem jaz prišla do teh clean slate kapljic in potem naredila cel detoks, celo kuro in moram reči, da so se tiste zanimive stvari začele dogajati že kar takoj prvi dan oziroma drugi dan, ker jaz sem prej že zeolit v prahu jemala, a ne, tako da sem vedela, da pač, kadar zeolit začnem jemati, meni urin začne smrdeti, a ne, ker se pač izločajo toksini. No, po 10 kapljicah tega zvečer, zjutraj, mislim, ne bom vam razlagala, kakšen vonj je to bil, ampak veliko bolj intenziven, kakor običajno, ko sem jemala zeolit. Se pravi, je res to, bom rekla, naredil čiščenje skozi in skozi, a ne. In tudi, recimo, jaz sem ga potem, mislim, da sem ga 3 mesece jemala, tako da sem ga konstantno jemala, potem sem pa začutila, okej, zdaj pa zadeva štima, pa sem začela pa boostati imunski sistem, a ne. Tako da to je recimo ena taka res dobra varianta tega, da greste sistematično, a ne. Zdaj, jaz bom tako rekla, vi ne rabite nobenih teh izdelkov kupiti, pa nobenih teh zadev, ker princip je, bom rekla, detoks, pa potem boostanje, lahko na svoj način, ampak zakaj bi, bom rekla, odkrivali toplo vodo, če tole nekaj, kar deluje. Tako da jaz res samo svojo izkušnjo delim z vami.
tudi v tem smislu, pa ni samo moja izkušnja, no, ker pol sem okužila še mojo mamo, pa prijateljice, pa tako, in imajo vse ta enak princip. Pol so pa pri Rutu, najprej so imeli samo te clean slate kapljice, so pa še naredili ta Restore, tako imenovani, tle not so pa dali, bom rekla, same ta hude antioksidante, vključno z resveratrolom, protivnetne stvari, noter je kurkuma, potem olje črne kumine. Za črno kumino je Mohamed dejal, da zdravi vse razen smrti. In danes znanost to potrjuje. Tako da črna kumina je en tak fantastičen, ena fantastična zadeva, ki dejansko deluje in protivnetno in mislim, za vse je. In par je takih stvari na svetu, ki dejansko tako močno delujejo, ne. Tako da aloe vera je tudi recimo ena taka univerzalna najboljša zadeva, pa potem resveratrol, no, ki je res eden najmočnejših antioksidantov. In majčkeno pred tem, preden je Reserve prišel, oziroma Restore, sem pa odkrila v bistvu od enega podjetja, ki se imenuje Rain. Oni pa svoje izdelke bazirajo res izključno na črni kumini. In predvsem ne samo na črni kumini, ampak na semenih. In so tale tako imenovani soul, ki ga imajo, so pa odkrili, ko so iskali, kako zelo na hitro nabustati imunski sistem otrokom, ki imajo tole hemofilijo. Pa v bistvu otrokom, ki imajo različna rakava obolenja. Tako da to je recimo, in potem je ta produkt nastal, ne. Tako da so na voljo, bom rekla, tisto, kar je takole v vrečkah, ponavadi je koncentrirano, je močno, bom rekla, zgoščeno, a ne, in tudi res ful dobro deluje, da si res lahko zelo hitro okrepite, ali pa tudi, če zbolite, da zelo hitro v bistvu date telesu čim več, čim močnejših zadev, da se lahko bori proti tistemu pač, ali je to bakterija, ali je virus, ali je karkoli, ne, kar podre ravnovesje. In tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa, da vsak je dosti unikaten. In ni enega recepta za vse. In enemu bo mogoče tole bolj pasalo, se pravi tale Restore, enemu bo tale Soul bolj pasal, enemu bo Reserve od kakšne druge firme, enemu bo, ne, zato je treba majčkeno tudi videti, kje ste. Tudi tisti, zdaj, ali ste vi, ali imate koga, ki je cepljen, ali kakorkoli, vnetni procesi v telesu so tisti, ki so problematični, sploh pri covidu, in kurkuma, glejte, je tista, ki vnetja odpravlja. Ta je prisotna recimo v temle Restoru. Če zraven še tele clean slate kapljice, da grejo tiste težke kovine, ki so prisotne v cepivih, čim prej ven, pač lahko sanirate tudi to, kar je škodljivega v cepivih. In na ta način, jaz pravim, se ni treba pol več bati, ni treba biti več v strahu, ker strah, pa prej sem omenila v videu, pa znižuje energetski imunski sistem oziroma ga dela šibkega, in če nas je strah, potem imamo težave. Tako da, jaz pravim, narava ponuja, seveda z pomočjo znanosti zdaj že, neke rešitve, ki nam lahko odvzamejo velik del strahu, zato ker se ve, to lahko saniram. Ali pa tisti, ki so preboleli covid, imajo veliko enih težav, ampak ko jih vprašaš, pa kaj delajo, zato da bi te težave rešili, največkrat nič, čakajo ali pa v bistvu zdravniško pomoč iščejo, pa še več kemije dovajajo v telo. Tisto, kar je pač, bom rekla, ni, česar telo, pustimo.
ne bom šla v te vode, bistveno je, da veste, da imate na voljo. Zdaj, kaj pa narediti, seveda, da je vse skupaj celostno. Zdaj tisti, nekateri me poznate malo bolj, drugi malo manj, jaz delam z cvetnimi esencami tudi, ki pa delujejo na energijski ravni in tam boostajo imunski sistem. Se pravi, če vas je strah, da v bistvu dvignejo to vibracijo. Imela sem, pa bi lahko spet zdaj, imela sem recimo kombinacijo, ne vem, če imate clean slate ali pa tale kor, recimo, ki sta oba za detoks, pa zraven vzamete še Bachovo esenco lesnike, ki je namenjena pa čiščenju na vseh nivojih, bo podprla ta proces in boste tako v bistvu na energijskem in fizičnem nivoju zadevo ščistila, ne? Pa ne samo energijsko, tudi čustveno. Tako da se kombinira tudi, če vi rečete, ok, zdaj bi pa rada, ne vem, tle imam enega, ki sicer zdaj danes ni mogoče v sami vsebini, ampak tole je za sklepe. Nekateri imajo težave s sklepi, tle noter je cel kup enih stvari, ki na sklepe delujejo pozitivno, kurkuma je tudi tukaj noter, ki spet deluje protivnetno, in če damo esenco vrbe zraven, vrba je pa tista esenca, ki skrbi za fleksibilnost v prepričanjih, fleksibilnost tudi v čustvih, v tem, kako gremo skozi življenje, kako se prilagajamo, Sklepi so pa povezani ravno z fleksibilnostjo, s prilagajanjem. Tako da se da to zelo lepo podpreti in združiti zato, da se zadeva na vseh nivojih hkrati obnovi. Seveda so potem tudi esence, ki podprejo, ne vem, če vam manjka energije, če ste res izpostavljeni določenim sevanjem, to je recimo tale prav environmental stress, se pravi okoljski stres, tisto, kar prihaja iz okolja, vse od sevanj do tega unga tretjega, ki spet naš energijski imunski sistem, bom rekla, ubija, to pomaga auro okrepiti toliko, da v bistvu to nima več toliko vpliva. Tako da marsikaj je na voljo in za vse, ki ste danes tukaj prisotni ali pa zdaj sem vam dala ful informacij in zdaj je kaj je zdaj zame. Zato pravim, ni enega recepta za vse, ker enemu nekaj paše, enemu pa nekaj drugega paše in ne glede na to, koliko je črna kumina zdrava, jaz imam kolegico, ki je ne prenaša. Res, ne glede na to, v kateri obliki jo zaužijejo, njeno telo zavrača. Tako da in ne more uporabljati ničesar, kar vsebuje črno kumino in je mogla najti druge rešitve oziroma sva jih poiskale skupaj. Tako da tudi za vsakega izmed vas imam na voljo čistko, bom rekla, 15-20 minut online srečanja z vsakim individualno, s tistimi, ki boste seveda želeli, da gremo skozi, jaz imam en tak kratek vprašalnik, kjer vse pregledamo, da gremo skozi, kaj bi bilo za vas najbolj primerno, katere kombinacije, pol se pa vi odločite, a boste šli v to ali ne. In sicer tisti, ki želite, moj mail tako imate, ker sem vam poslala vabilo, tako da na ta mail zdravljenjeduse@gmail.com mi napišite, da želite termin, pa vam bom poslala termine, ki so na voljo, dobili se bomo prek Zooma, tako da bo tudi snemanje, da boste pol slišali tudi še tisto, kar se bomo pogovarjali, in na ta način, bom rekla, začnete graditi svoj imunski sistem. Ker že lansko leto sem ugotovila, smo konec avgusta, september, oktober, november, ko pride čas prehladov. In zato je že zdaj potrebno pač na to misliti. Itak nas pa strašijo s tem, da bomo vsi zboleli, pa tako naprej, ampak jaz pravim, ne, ker imamo na voljo toliko dobrih produktov, da to ni čist tako. Tako da, Sanja pravi, da je zeolit uživala v prahu dlje časa. Super, Sanja, če imaš kakšne dobre izkušnje, tudi lahko kar napišeš, kaj se je dogajalo.
Je pa tako, da zeolit v prahu je fantastičen za prebavni sistem. Če ste, bom rekla, že dolg niste delali kakšnega detoksa ali pa kaj tasga, ali pa želite spremeniti prehrano, dajte najprej jed prav z zeolitom v prahu, zato ker vam bo črevesje počistil, da bo sploh prišlo potem kasneje lahko do absorpcije. Je pa zeolit v prahu, vsega tudi nekaj absorbira seveda v telo, ne pride pa do živcev, ne pride pa not v možgane, ker vseeno so preveliki delci, medtem ko tale pride. To je pa, tle pa dam, tisto, ki se reče, dam roko v ogenj. Se pravi, gre veliko globje in počist veliko globje zadeve. Alenka pa sprašuje tele vrečke z zelenjavo, ja, to je pa kor. Zdaj tako, prav za vse te stvari, dajte mi kar mail, pa se bomo dobili, zato da vam jaz tudi povem, kako naročiti, pa vse te zadeve, da se pravim, danes ne želim tukaj, bom rekla, prodajati, ampak vas želim, bom rekla, malo vam dati ene informacije, čist iz izkušenj, zato da začnete razmišljati, da mogoče ugotovite, ne vem, se imam pa že doma. Ena stvar, ki jo pa lahko vsem naenkrat povem, običajno te stvari niso 10 €, ne, mislim, so običajno paketi za cel mesec in cene se gibljajo tam nekje od 60 pa do 100 € za paket. Pa ljudje rečejo, koliko je to drago. Pa rečem, dajte vzeti iz omarice vse prehranske dodatke, ki jih imate, in ponavadi pride, jaz imam eno majhno škatlico tega, ampak če že vse tole seštejem, pa veste, da je vsaka 15-20 €, pa še tisti, ki imam tam une praške, pridemo hitro na 100 €. Pa vsako škatlico je treba vsak dan odpreti, pa tableto ven vzeti, pa jo zapreti, včasih še 2-krat na dan, pa tisto, kar sem se tudi naučila od nutricionistov in tistih, ki so pač malo več vedeli o tem, kot jaz, je, da ni tako zelo nepomembno, a jemlješ neko zadevo zjutraj ali jemlješ zvečer, če jo samostojno jemlješ, ali pa se mora kombinirati, ali pa tako, medtem ko so to, kar so razne kombinacije takole že v teh vrečkah noter, so pa že sinergijsko zmešane skupaj, tako da ni problema. Je tudi ena zadeva, tista je pa res top of the top, tisti je tudi mičken dražji, ampak sta dve škatlice, sta AM pa PM, prav tako se imenujeta, zato ker eno jemlješ zjutraj, eno pa zvečer in vsaka ima preko 80 sestavin noter in to je pa, rekla, recept, posebna formula sinergijska, ki zelo majhne količine teh zadev, v bistvu zaradi sinergije se njihov učinek po deseteri ali pa celo še bolj okrepi in je to delal eden v Ameriki seveda, ki je raziskoval, kaj naše telo rabi in so ga prosili, da naredi nekaj za pilote, ki imajo čist sesuti pač ta bioritem, zaradi tega, ker letijo sem in tja, in je začel razvijati in je 12 let to formulo razvijal in je bil potem tudi nominiran za Nobelovo nagrado. Sicer dobil jo ni, ampak so potem ta njegov recept odkupili in začeli po njem izdelovati, oziroma po tem receptu izdelovati te izdelke in tisto je pa tudi noro, tisto sem jemala, no, in res in energijsko in jaz nekih hudih zdravstvenih težav nimam, tako da meni kolegica prav, Manca, ti nisi dober primer, ampak čutim pa, koliko energije imam, pa kako mi v bistvu telo odreagira, pa koliko spim, pa koliko ne spim, to pa čutim in potem tudi vem, je nekaj dober oziroma koliko dober je. Karmen sprašuje, rud se da kupiti na spletu oziroma je preko spletne trgovine, tako da jaz vam bom vsem poslala še danes vse linke, kje si lahko sami te stvari naročite, tako da si sami tudi pogledate pa preberete pa tako. Za tiste, ki pa, bom rekla, ne veste čist, kaj bi bilo za vas ali pa vas ni nič od tega posebej pritegnil, ali pa bi kombinirali še s
s čim, a ne, tistimi pa napišite mail, pa se bomo za en termin zmenili, se bomo kar preko Zooma pogovorili, boste vi povedali vsak med vami, kje ima ali kakšen izziv oziroma težavo, ali ne ve čisto točno, kaj bi bilo najbolj primerno, pa bomo skupaj pogledali, a ne. Tako da to je to. Aj, kakšno vprašanje še? Kar na plan z njim. Mislim, da je zdaj ta pravi čas, da kaj še vprašate. Če je tako, bom rekla, vprašanje, ki vas zdajle zanima, da ni konkretno vezano na vaš problem, dajte prosim vprašati, zato ker če vi razmišljate o njem, še kdo razmišlja, pa mi je všeč, če vsem naenkrat odgovorim, ker pol se bomo res, ko se bomo dobivali individualno, posvetili čisto vsakmu, bom rekla, posebej, pa konkretno, pa bolj natančno, drugače pa spet razlagam običajno določene stvari vsem, pa vsem iste. Tako da, mogoče samo toliko, če mi napišete kar v chat, koliko med vami ima, bom rekla, že izkušnje z tem, da je cel kup stvari malo pa ni delovalo. A se vam je to že zgodilo, a se je komu to že zgodilo, da ste cel kup enih zadev jemali, ne vem, imeli celo košarico stvari, pa dejansko ni bilo nobenega efekta. Pa kako? Ja, ne. Jaz vas danes ne vidim toliko zelo, ker imate bolj izklopljene kamere. Veronika sprašuje, če lahko tudi imunski sistem za otroke. Ja, seveda, saj. V bistvu to so vse stvari, zakaj so te vrečke dobre, to sem prej pozabila povedati. Zato, ker so pakirane, so vakuumsko pakirane, ne, tle noter ni nič zraka in ni potrebno nobenih konzervansov dodajati. In tudi, ko vi odprete, kam pa jaz zdaj, tega ne bom, kar tega ne. Ko jo vi odprete, vi jo odprete in direkt stisnete. Se pravi, tudi oksidirane, ker večinoma je problem pri vitaminih, da pride do oksidacije, pa nehajo, ali pa niso več tako učinkoviti, tako pa res direkt dobite. Pri otrocih se pa ponavadi da ali polovico vrečke, odvisno, koliko so otroci stari, ne. Pri manjših otrocih, tam nekje 5 let, manj kot 5 let, se žličko do 2 na dan da, se stisne pač otroku na žličko, pa se da, pa ostalo se vi popijete, ne, ker starši velikokrat pozabijo nase. Recimo jaz mojemu psu dajem tale sol, in moram reči, da ga ima ful rad, tako da tudi za živali je, ker tlele so pa samo v bistvu semena noter, razdrobljena semena, olje semen, tako da tale recimo, tole imam jaz, tale sol, ki so tudi ful hudi antioksidanti noter, imam jaz, kadar nimam časa jest, ali pa kakšen bolj junk food jem, no, ampak kadar nimam časa jest, pa vzamem eno tolo vrečko, meni to za 3 do 4 ure prestavi lakoto. To pomeni, da je toliko, bom rekla, močno tudi energijsko, da enostavno jaz sem lahko ful lačna, tole vzamem, pa pol imam 3-4 ure mer. In še več energije, ker meni ponavadi, kadar mi energija pade, kar vlečem se, tako da tudi po tem ocenjujem, koliko je nekaj dobro. Samo majčkeno minut je še malo ostalo. Tako da tale je pa sploh za otroke, Veronika, zato, ker to je bilo v originalu delan prav za podporo imunskemu sistemu tistih otrok, ki so imeli hemofilijo, saj to je rak krvi, ali kako že. Tako da. Tisto, ki je 80 sestavin, tisto je čist, bom rekla, ena posebna zadeva in je
V bistvu je toliko količinsko malo vsake. To je v eni tableti noter, oziroma zdaj so naredili tako, da je kot CD-vita, da se strese iz vrečkice. Tisto je pravzaprav, če bi nekdo gledal, bi rekel, se to ne more sploh delovati, ampak je sinergijski učinek tistega. To bom razložila. Če greste vi v filharmonijo in poslušate cel orkester, in je, ne vem, koliko je 100 glasbenikov je noter v tistem simfoničnem orkestru in ko skupaj zaigrajo, dajo melodijo. In tisto, kar sem omenila, da je 80 sestavin, vsaka sestavina je tako, kot en glasbenik. In si predstavljajte, ker je veliko različnih inštrumentov, ampak ko jih date skupaj, pa vsak malo po svoje igra, ampak ko pa skupaj igrajo, dajo pa melodijo. Na ta način sinergijsko delujejo določene sestavine. Če poznate Sanjo Lončar, pa njene knjige Ščepec začimb, pa tako naprej, ona tam govori tudi o tem, da ko date 2 začimbi skupaj, delujeta močnejše kot vsaka posebej. In ni treba veliko, je dosti zelo malo, pa je zelo velik učinek. To je narava. In jaz se spomnim, se pravi, od moje mami stric. Njegova žena je bila v Leku zaposlena v laboratoriju kot vodja raziskovalnega laboratorija. In jaz sem bila še majhna punčka, ne vem, 10 let, nekaj tasga, in ona je zmeri žajbelj kuhala, res, ona je zmeri žajbelj kuhala, cel poletje je žajbelj kuhala. In sem jaz enkrat rekla, ja, pa niso tega žajbla že še uspel v tablete, da pač otrok vpraša. In jaz se nje še živo danes spomnim, ko mi je razložila, je rekla, veš, Manca, smo probali sintetično ustvariti, mi smo žajbelj v nulo razstavili, na vse molekule, pa jih dali skupaj, se pravi, smo jih sintetično naredili, pa dali skupaj, pa ni bil isti efekt. Rekla, še vedno, ko jaz žajbelj skuham, je tista prav efekt, ki v telesu ve, kaj narediti. Zato je naravno še zmeri najboljši. In zato so tudi te stvari niso 20 €. Ker sintetično, če jih daš skupaj, ja, bi lahko bile, poceniš proizvodno. Tako pa niso. In je zanimivo, da vse te, bom rekla, najbolj napredne stvari, ki so pravzaprav zelo močno koncentrirane naravne, prihajajo iz Amerike. Tako, ko je Amerika kao, oni pa res nič več naravenega nimajo, pa vse gensko spremenjeno, ampak tam je velik trend prav tega, da grejo spet nazaj k naravi, in to iščejo res kvalitetne sestavine in tako da tisti, ki se s tem ukvarjajo, res delajo top zadeve po novem. Kar čutiš potem v telesu, seveda. Ker je pa tako, da če zadevo, bom rekla, jemlješ, pa se nič ne zgodi, to pomeni, da nekaj ne štima. Tako da predoziranje pravzaprav pri naravnih zadevah zelo težko pridete do tega, ker telo zna te naravne zadeve tudi izločati. Pustimo zdaj strupene rastline, kjer se da hitro kaj predozirati, ampak tudi C-vitamina bi mogli vi, mislim, ne morete toliko limon pa kivijev pojesti, da bi predozirali C-vitamin. S tabletami lažje, ampak tudi to telo izloči. Pa še to ne gre, mislim, gre za stvari, ki se dlje časa jemljajo. Je pa tako, da recimo črna kumina naj se ne bi recimo jemala nepretrgoma dlje kot, bom rekla, mesec, 2. To pomeni, da morate vmes majčkeno par dni razmaka narediti, pa spet lahko. Zato, ker je pa to, zato jaz pravim, dajmo se raje osebno, pa bomo videli, kaj bo vsak med vami tudi povedal. In niso take količine,
to recimo za črno kumino se ve, če bi se jo samo jemala, ne, in to v, bom rekla, tistih maksimalnih dozah, medtem ko spet v teh skupnih sinergijskih formulah ni potrebno toliko veliko ene snovi dati, ker ravno ta sinergija z drugimi da večji efekt in je potem ene stvari manj, zato da lahko dela več. Tako nekako, no. A je še kakšno vprašanje? Drugače smo kar pridni, 1 urca je mimo, je naokoli, upam, da ste kaj koristnega izvedeli, bom vesela, če mi to že kar zdajle napišete, vam je bilo koristno, ste kaj izvedeli, ali tudi če kdo ni nič novega izvedel, pa lahko napiše, da vse to že ve, ampak ne izvaja vsega tega še, pa bo mogoče zdaj začel, tako da bom vesela, če mi date to povratno informacijo, zato da vem, kje smo in ali še kdaj kaj podobnega naredim, oziroma če vam je koristno, pa bom še kdaj naredila. Tako da upam, da zdaj, da razumete, da razumete to, da je pač ni samo ena stvar, ne, se pravi, ni dovolj samo C-vitamin, je fajn še kaj drugega zraven, zato da v bistvu deluje sinergijsko. Recimo ena taka stvar, ki je ful v trendu, zdaj je kolagen. Ne? Ampak kolagen se sploh ne absorbira v telo, če nima zraven C-vitamina. Ne? Se pravi, je pomemben. Pol recimo D-vitamin, o D-vitaminu smo veliko poslušali lansko leto, letos so kar vsi nekaj utihnili o tem D-vitaminu, če se spomnite. Ampak tudi D-vitamin potrebuje določene podporne zadeve za to, da se lažje absorbira. Ne? Boste pa vsi dobili posnetek tudi tega, tako da boste lahko še poslušali, da boste lahko še informacije dobili. Če je slučajno kdo zamudil, samo še enkrat povem, da imate možnost, da naredimo en tak kratek Zoom sestanek ali analizo, kaj bi bilo prav za vas, za vašo konkretno situacijo najbolj primerno, tako da dajte mi na moj mail zdravljenje.duse@gmail.com, mogoče kar na tisto, kar sem vam poslala, da začnemo ob 8, kar na tisto dajte sam reply, da prosite za termin, pa vam bom poslala, kateri termini so možni, pa se potem na Zoomu dobimo, pa predebatiramo, kaj bi bilo za vas najbolj primerno. Lahko bomo pa ugotovili, da nič od tega ni, pa da je kaj čist bolj simpel ali pa kaj bolj kompliciranega, tako da meni je vedno v interesu, da zadevo rešimo. Kako, s čim, na kakšen način, je pa potem stvar posameznika oziroma vedno se individualno reši. Ok, super. Hvala vam za tele povratne informacije, očitno je bilo koristno in zanimivo, kar me veseli, in verjamem, da bomo še na vezi in se veselim vseh vaših mailov in srečanj z vsakim med vami posebej. Tako da zdaj lep večer in adieu. Čau, čau.